Prišli so toplejši meseci, ko preživimo več časa zunaj in se družimo ob piknikih. Vendar nas kot kupca vedno bolj zanima, kako je hrana pridelana in predelana, kdo in na kakšen način se ukvarja z njo. Pri Perutnini Ptuj so tako razvili novo piknik linijo brez e-jev. Pred dnevi je na dvorišču ptujske kleti potekal piknik oziroma druženje po ptujsko, na kateri so predstavili to prenovljeno linijo. Predstavljamo mi našo prenovljeno linijo piknik brez e-jev, brez aditivov, ne? Tako da smo dejansko letos ponudili potrošniku meso pripravljeno za žar, brez e-jev in brez aditivov. Danes pa je dogodek skupen, ne, smo na dvorišču ptujske kleti, tako da v bistvu malo dobre kapljice iz ptujske kleti. Weber žari so z nami, ne, da imamo tudi dobro podlago za pripravo, pa seveda kvalitetno meso, pripravljeno iz Perutnine Ptuj. Povejte nekaj več o tej novi seriji, katere vse izdelki so del te serije, med katerimi vse izdelki lahko kupci izbirajo in kakšna je ta njihova ključna prednost? Ja, danes je na trgu, sploh v poletnem času je dejansko ogromno ponudbe piknik izdelkov, ne. Tako da potrošniki so danes že toliko bolj previdni, da tudi pogledajo na deklaracije, malo več preberejo. In ravno to je potrebno zato, da se tudi potem dobro počutimo, ne, da pač ne gledamo samo na ceno, na ne vem, in uživamo vse poprek, ampak da dejansko izberemo neko kvalitetno zadevo. Se pravi, to je zdaj prva in edina linija na trgu, ki nima e-jev, nima aditivov. Je kar velik dosežek, bom rekla, za ta tip izdelkov, tako da pač vabimo, da poskusijo vsi to z nami, ne. Sicer pa, kot ste že prej dejali, na sami predstavitvi tudi splošno gledano iz vaših izdelkov postopoma umikate določene sestavine oziroma določene aditive, ki niso najbolj zdravi. Kako to poteka v zadnjih letih v Perutnini Ptuj? Ja, dejansko je Perutnina Ptuj vedno veliko delala na razvoju, smo pač domači potrošnik, vemo, da domači potrošnik zaupa nam in tudi mi zaupamo njemu, verjamemo, da gleda, kaj kupuje, da je domače poreklo tukaj pomembno, ne, in seveda s tem tudi, kar v bistvu mi dajemo na trg. Naše poslanstvo je vedno bila proizvodnja zdrave hrane, ne, od same vzreje živali že naprej, s tem, da smo recimo uvedli v leto nazaj tole piščancem prijazno rejo, ki tudi pomeni velik napredek, bom rekla, v evropskem merilu, ne. To je reja, kjer so že piščanci bolj zunaj, ne, se pravi, gre za neko drugačno, bolj prijazno rejo, pa potem v bistvu čez celotno verigo, ki jo obvladujemo, ne, se pravi od krme dalje, da ne vem, kupujemo lokalno koruzo, ne, takšne stvari, v bistvu od krme piščancev, same reje in potem dalje do predelave proizvodnje, se pravi, da pazimo v proizvodnji, da že nekaj let nazaj smo začeli z odstranjevanjem alergenov, se pravi, soje več v naši proizvodnji praktično ni, prav tako glutena praktično v naših, ne vem, mogoče v 2% cele proizvodnje, da še je, recimo kje, drugače pa izločamo, ampak seveda je to, bom rekla, na malo daljši rok, tega ne moreš narediti v enem letu, treba je narediti teste, preveriti 1000 stvari, ne, to izdelek vedno, mislim, v prvi fazi mora biti varen, ne, se pravi, tudi zdaj pri piknik liniji, to, kaj smo naredili, brez e-jev, brez aditivov, pa nam kdo reče, jo, pa se vam bo vse pokvarilo, ne bo se, zaradi tega smo dodali prave naravne začimbe, te stvari v bistvu, ki so dejansko, niso umetno pridobljene, ampak naravne in ti lahko z tem izdelek narediš dober, okus je ostal isti, recimo, ne, ampak smo vseeno odstranili tisti iz deklaracije, tisti aditiv, ki pa res ni bil nujno potreben, ne. Seveda tukaj se moramo naši dobri ekipi tehnologov, predvsem pa to zahvaliti, bom rekla, in razvojnemu oddelku, ki res stremi za tem, da ne uporabljamo, ker skušnjava je pa velika, danes na trgu lahko ponujajo marsikaj, dajte to, pa bo izdelek ima lepše barve, recimo, ne, ampak tega ne delamo, se pravi, naši čevapčiči seveda so svetlejše barve, kot pa bi bili čevapčiči, če bi bili z dodatkom kakega barvila, ne, ampak smo se pač odločili, da gremo v tej smeri naravno, brez zmanjševati čim manj dodatkov, ne.
zato se zgleda, ne, mogoče malo svetlejši, ampak definitivno pa se bomo potem počutili bolje, ko bomo jedli na ta način. Kakšna je sicer izkušnja pri potrošnikih, kakšne izkušnje imate, po katerih izdelkih največkrat posegajo, ko gre za piknik ali drugače rečeno, kaj menite, brez katerih vaših izdelkov recimo ne sme miniti noben piknik? Ja, sigurno perutničke, se pravim, v Sloveniji je taka poraba perutničk v piknik sezoni, da verjetno v nobeni državi okoli ne. Drugač pa izdelki nabodalca, ražniči, ne, to na palčki nekaj, to vsak mora, ne. Tako da predvsem ja, ražniči nabodalca, perutničke, bom rekla, to so tisti ta glavni. Pa zdaj, ko so piščančji čevapčiči, se pa tudi že trend precej obrnil, ne. Mi imamo piščančje in puranje, zato ker mogoče puranje meso ima malo drugačen okus, ne, piščanec je res čist nežen v okusu. In ja, vidiš, eni potrošniki sam piščanca, eni purana, ne, ampak to pač v našem asortimanu je, da se vedno lahko tudi odločite, ali boste vzeli piščančje ali puranje, ampak ja, ne, na vseh piknikih so že tudi piščančji pa puranji čevapi zraven. Udeleženci piknika so preizkušali meso perutnine Ptuj, ki je bilo spečeno na Vebrovih žarih. Slovenci namreč prisegajo na žare z ogljem. Weber je vodilni proizvajalec žarov na svetu in ne samo žarov na oglje, ampak tudi žarov na plin in elektriko in pravzaprav pokriva cel spekter ponudbe žarov, ki jih pravzaprav uporabljamo. Domovina Webera je v Ameriki, v Chicagu in tam je George Stephen pred približno 60 leti iznašel to kroglasto obliko, ki je potem propotovala po celem svetu in jo danes poznamo kot klasičen Weberov žar, ki je tudi najbolj uporaben in ga ljudje tudi pri nas najrajši zakurijo za svoje evente, za svoje piknike. Seveda je Weber se razvija močno tudi na področju plinskih žarov, ki postajajo trend. To so žari, ki so namenjeni domači uporabi na terasah, hišah, za piknike, ki jih ne prevažamo. Ima pa Weber tudi žare na plin in oglje, ki jih lahko damo enostavno v pretlažnik in se zapeljemo v naravo in tam zakurimo in potem pripravimo kakšen obrok. Zelo moderni žari v zadnjem času so pa za urbana področja, za mesta, kjer plin in oglje ni zaželjen, recimo na balkonih v stanovanjskih naseljih. Tam pa imamo eno linijo električnih žarov, ki so popolnoma enakovredni po funkciji vsem ostalim žarom. Morda nekratko, na katere žare Slovenci najbolj prisegajo, na tiste, kjer je malo več tega dima, kjer je tudi ogelje prisotno, ali pa na tiste morda malo bolj udobne plinske električne? Ja, največ prodamo seveda žarov na oglje, ker so tudi osnova najcenejši in jih tudi ljudje najbolj poznajo, jih preferirajo. Nekaj je seveda ceremonija zakuriti ogenj, če imamo čas, če imamo družbo, piknik, potem zakurimo na oglje. Plinski žari so pa namenjeni ljudem, ki nimajo dosti časa, ki želijo v 10 minutah imeti pripravljen žar za pripravo obroka in zato zadnje čase je pomanjkanje časa, ljudje vedno bolj uporabljajo plinske žare. Res pa je, da so se plinski žari razvili za svojo tehnologijo do take mere, da so popolnoma enakovredni žarom na oglje, dosegajo tudi izredno visoke temperature in je pravzaprav danes skoraj vseeno, ali pečemo na plin ali na oglje. Prej smo videli prikaz, kako se lahko precej udobno zakuri samo ogelje oziroma ti briketi. S to napravo lahko malo več poveste o tem? Ja, to je čist preprosti dimnik za prižiganje oglja. S tem odpravimo vse tegobe, ki jih imajo mojstri peke na žaru z zakurjenjem žara, ker to je najtežje opravilo, ki jih vedno vzame približno uro časa. Ni potrebno več trsk, ni potrebno časopisnega papira, ni treba pihati, ni potrebno kemičnih sredstev, ampak enostavno nasujemo v ta dimnik oziroma kamin za prižiganje 2 do 3 kile oglja, zakurimo z kockami za prižiganje in pustimo približno 20 minut do pol ure. Ko se vrnemo nazaj, je oglje pripravljeno za peko, ga vsujemo v žar in začnemo pripravljati hrano. Piknika se je udeležila tudi Urška Fartelj, avtorica priljubljenega bloga 220 stopinj poševno. Povedala nam je, kako pravilno pripraviti meso na žaru. Ko pečemo meso ali karkoli na žaru, probamo peči tako, da ga ne premikamo oziroma ga ne obračamo non-stop, ampak počakamo, da oglje oziroma ogenj naredi svoje, damo čas meso, da se zapeče, recimo tako tukaj, da so vidne lepo črtice in da temperatura naredi svoje.
Obrnemo običajno 4-5 krat, da se sokovi v meso, ki ga pečemo, enakomerno razporedijo. Včasih so rekli, da obrnemo, na vsaki strani, da pečemo 2 do 3 minute oziroma odvisno od mesa. Zdaj se obrača 4-5 krat, da se sokovi non-stop v samem mesu pretakajo, da ne iztečejo. Drugače pa pri žaru pazimo, da na začetku peke, da je malo višja temperatura, da zunanji del mesa zakrkne oziroma da se naredi kožica in da sokovi ne iztečejo iz mesa, ampak ostanejo v notranjosti. Tako je meso tudi bolj sočno in bolj okusno. Je potrebno kaj posebej paziti na temperaturo ali pa to stvar predvsem neke ocene? Ja, seveda temperatura ima pomembno vlogo, odvisno je od mesa, ki ga pečemo. Govedina, svinjsko meso, perutnina. V bistvu je, da pravilno temperaturo doseže notranjost mesa. Zato preden damo meso na žar, nikoli ne uporabimo meso direktno iz hladilnika, ampak ga vsaj 1 uro pustimo nekje na sobni temperaturi, da se meso segreje na sobno temperaturo, da je tudi notranjost mesa na sobni temperaturi in potem, ko ga pečemo, se enakomerneje zapeče. Kot na vsakem pikniku, pa tudi na Ptuju ni manjkalo žlahtne kapljice.